Tomaž Greden je danes na oddelku za zgodovino obranil doktorsko disertacijo, v kateri analizira pookoljska gibanja kot okoljske politike, kot delo nevladnih organizacij in na drugi strani politične strukture, Evropska skupnost oziroma Evropska unija in pa slovenska politika, tako sedanja kot tudi v času socializma. Gre seveda za kompleksno vprašanje z področja pravne zgodovine, politične zgodovine in vse skupaj pa seveda zapakirano v vprašanja, ki se tiče vsakega od nas, vprašanja odnosa do okolja. Pravzaprav vsebin je tam zelo veliko in mene, bomo pravzaprav rekli za enostavno kratko predstavitev, zgolj eno vprašanje. Ali so bile politike in pa nevladne organizacije, torej uradna struktura in pa nevladni prostor, dovolj ambiciozne glede na stanje, kjer smo danes? Okoljske politike Evropske unije, še posebej pa Slovenije, govorimo o uradnih organih, niso bile dovolj ambiciozne. Morda Evropska unija v zadnjem času, predvsem zelenim dogovorom iz leta 2019, konca tega leta, ki predvideva torej korenite preobrate, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in potem ogljično nevtralnost do leta 2050. To je morda dober začetek za dejansko močno okoljsko politiko. Po podpisu Lizbonske pogodbe so okoljske prvine prišle vse politike Evropske unije. Žal v Sloveniji uradna politika ne sledi dovolj tem politikam in tudi ni dovolj inovativna, ne glede na vlade. Kar se pa tiče nevladnega sektorja, torej nevladnih okoljskih organizacij, pa lahko povem, da so na bistveno višjem nivoju, na višji ravni, da upoštevajo vse te smernice in tudi sami oblikujejo smernice. Torej, predlagali so že v 90-ih letih to, kar je zdaj Evropska unija sprejela kot neko svojo politiko in predlagajo tudi več, predvsem pa oblikovanje vseh politik, gospodarskih, političnih, socialnih, v okviru trajnostnega razvoja, torej razvoja, ki ne škodi okolju.